glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes v oddaji Glasbene novičke iz Slovenije gostim dve eminentni gostji, odlični pevki, voditeljici tudi, Polonco in Klaudijo. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav tudi tebi, Brigita. Smo se ravno prej pogovarjali o vzpostavitvi povezave, a ne čudež tehnologije, kaj vse je zmožna. Ne, sicer bi raje pokramljala z vama dvema v živo, upam, da kmalu tudi to zrealiziramo, ampak v troje pa, kot sem rekla, meni je prvič, kaj pa vama? Tudi meni, če se ti iskrena, v troje, zdaj takole, ne, čudež je res ta IT tehnologija, ponavadi so res Klaudijo v živo v studijih, no takole troje preko telefona pa še nisem bila. Se strinjam in dodajam, da ne smemo, Brigita, pozabiti na tvojega Maxa, tako da nekdo se skriva v ozadju. Vidiš, ja, res, nismo same tri, tako da malo moramo paziti, imamo še četrtega, ja, ki je pa glavni krivec, seveda, da ta tehnika sploh deluje, res je. No, kot sem že povedala v uvodu, Klaudija in Polonca, obe sta tudi odlični TV voditeljici. Klaudija, ti si tudi radijska, zato si jemljem danes prav posebno čast, ne? Ker sem danes v obrnjeni vlogi za spremembo, vaju enkrat jaz gostim na radiju. Pa mi povejte, vsaka posebej ima za sabo svojo glasbeno pot. Pa glede na to, da mogoče, ne vem, vaju še poslušalci Radia Brežice EU ne poznajo še ne vem kako dobro, a lahko na kratko zgodbo vajino glasbeno delite z našimi poslušalci. Polonca? Aha, torej jaz dobim to časno prednost. Ja, ti dobiš to prednost. Ja, takole je Brigita, že kot majhna punčka, absolutno povezana z glasbo. Po mojem že v trebuščku, no, že od malih rok, s kuhalnico v roki. Rada sem bila v pozornosti vedno prepevala v družbi, bila v družbi, a veš, tih starejših, ki so peli, jaz sem bila zraven. In ja, tudi moji predniki so peli, moj oče je tudi pel v pevskem zboru in verjetno, bom rekla, mogoče en delček nadarjenosti, ja, za glasbo, da je glasba pač del našega življenja in potem seveda je bila želja prepevati o nekem ansamblu. To zmeraj in vedno in potem je najprej prišel ansambl Star Express, Šentjurja, v bistvu smo bili tako ženi taki mački, bom rekla pravi, ki so me povabili zraven kot mlado pevko pri 15 letih. Potem se pa tako malo stopnjevala še zadeva. Potem kvintet Vitezi Celjski, poznan, malo bolj seveda. Potem pa je vmes prišla zadeva oziroma, bom rekla, materinstvo in sem pustila glasbo čisto na klin. 17 let zdaj nisem prepevala in jaz sem ful vesela, če lahko rečem, da me moja top prijateljica ne pocukala z rokav in rekla, Polonca, pa deva nekaj narediti, pejdi nazaj na oder. Ravno na odre, tisto, a veš, do jutranjih ur ne bi, sem pa zelo vesela, da lahko zdaj z Klaudijo razveseljujeva mlade, bodoče pare, ki se poročajo, torej tako na cerkvenem obredu, kot tudi civilnem. Je krasno in končno bi dodala Polonca. Končno, zelo vesela. Klaudija, no tebe pa poznamo iz skupine Katrca, kar nekaj let oziroma že, koliko let v bistvu že nastopate, aktivno igrate? 17 let počasi imela Katrca. Zdaj, če grem tako iz te strani nazaj, ne, v bistvu potem dodam še 7 let Tuskih 5. Potem enoletno ansambl Lipovšek. Moji prvi začetki glasbe so pa v bistvu že v mojem ranem otroštvu, pri 4 letih so pač opazili nek moj talent, ki so ga potem s pridom izkoristili in me kot malo deklico postavili na oder. Bi pa rekla, da sem že od svojega otroštva vedela in želela postati pevka, to sem tudi vedno govorila in pisala v vseh tistih intervjujih, ko so nas spraševali, kaj bomo postali. Veliko željo sem imela tudi postati pač novinarka, ne. Zdaj to malo kompenziram z delom na radiju pa na televiziji. Sicer pa, ja, tudi dosti krat sem bila učiteljica, kadar smo se s sosedovimi otroki igrali. Pa tudi to se je uresničilo, tako da odlično, no, hvala življenju za vse, kar mi je poslalo na pot. Odlično, in zdaj mi pa zaupajte, kje ste se pa videli sploh spoznali, v bistvu v privat življenju ali vaju je glasba povezala? Ja, če kar nadaljujem, bi lahko rekla, da je bila glasba tista, no, ko naj je povezala. Pravzaprav gre za zgodbo Ptujskega festivala leta 2001.
Tam se prav spomnim, da so sodelovali pač na eni strani jaz skupino Ptujskih 5, na drugi strani Polonca z Vitezimi Celjski. Mislim, da smo oboji takrat bili nagrajeni. Prav uživo se pa spomnim trenutka, ko so tudi Polončini starši in seveda sama Polonca. Nekako se je spletla situacija, da smo se spoznali, potem pa seveda pač preko televizijske oddaje Poloncine, so potem kasneje spet prišli skupaj, malo povezali stvari tudi zaradi najnih prvorojencev, to sta Tadej in Iza. Tako da jaz sem eno leto prehitela, tako da sem že imela malo izkušenj s tem, kaj pomeni biti mama. Tako da od takrat dalje se pa nekako pletejo vezi, pa bova rekli zdaj, da je res 20 let nekako ena takšna okrogla številka in leto se nama vse z dvojkami povezuje. Mi dve sva dve, leto 2022, 20 let, v dvoje, tako da očitno je rabil svoj čas, bom rekla, da je vsoda rabila svoj čas, evo tako dodajam. Lepo si to povedala, Polonca, se verjetno strinjaš? Jaz sploh nimam kaj dodatno. Jaz zelo občudujem, ko Klavdija tako lepo to, v bistvu vse lepo zaplete, kakorkoli že, in razplete v eno tako čudovito zgodbo, ki res že traja 20 let. In jaz sem zelo vesela, da mi je, bom rekla, nekdo tam zgoraj poslal to osebo na mojo pot, glasbeni prijatelji, družinski prijatelji, skratka res, otroci so nas povezali. Ne nazadnje sem preko Klavdije spoznala tudi tebe, Brigita, še eno odlično osebo, tako da samo kaj naj rečem, vesela sem in to je to. Res je, hvala, enako tudi, jaz sem zelo vesela, da jo poznam kot ne samo odlični pevki, ampak tudi odlični osebi, odlični punci. Še nekaj vaj bom vprašala, glede na to, da se sliši, da sta obe Štajerki, sosedi pa niste ravno, ne? Kako recimo te kilometre obvladate v bistvu, ne? Je kar nekaj kilometrov, je kar nekaj kilometrov, ampak pravijo, da ni ovir za to, kaj naj rečem. Jaz se kar spravim v avto, ne vem, če je potrebno imeti vaje, grem do Klavdije in seveda tudi obratno. Je pa res, da sem iz Šentjurja, tako da jaz se tudi vsako nedeljo nekako peljem, ko grem na oddajo na televizijo Celje, mimo nje in se veliko oglasimo tudi pri Klavdiji na kavici, na kakšnem dobrem kozačku, vina seveda, poklepetamo, tudi seveda vmes povadiva. Tako da, ni ovir, je rekel, ne človek. Ja, za dobre ljudi. Jaz se mogoče dodajam, glede na to, da je pač na Koroškem tudi vedno lepo, rada grem na Koroško, imam tam kar nekaj takih ljudi, ki jih imam rada, ki jih poznam že dlje časa, tudi moje prijateljice iz let študija, tako da, pa ne vem, Koroška ima neko tako posebno energijo, ki te vedno spravi v dobro voljo, tako da tudi meni. Glede na to, da sem kar naprej na cesti, pa zdaj sploh, ko bo pa avtocesta, zdaj bomo pa itak razturali s Koroško. Klavdija, da že iščeš parcelo na Koroškem? Ja. Imaš kakšna viška? Ja, zelo je obsedena, v bistvu zelo rada se vrača sem k nam, ker imamo res tudi mi osebno, zelo fajne prijatelje. Mi so ne nazadnje tudi prijatelji Klavdije in pa Izija. Se družimo, poveselimo, res, to je pa tudi en tak dar, da tudi so prijatelji s tabo, te podpirajo, tudi zdaj seveda najeno glasbeno ustvarjanje, tako da krasno. Krasno, odlično in ne dvomim, da bova tudi midva z Maksom z veseljem še večkrat priletela na Koroško, upam, da kmalu dobite tole avtocesto, ja. Seveda se veseliva, dobrodošla oba dva z Maksom. Jaz vam že kar tako malce ne po domače rečeno, trucem za rokav, da pridite sem gor. Je pa res, da je toliko stvari, otroci, glasba, služba in tako dalje, tudi razdalja, zdaj še več, do Brežic. Ampak jaz, Brigita, res srčno upam, da se čim prej vidimo pri nas. Seveda, z veseljem. Ne smemo se omejevati na kilometre, za dobre ljudi, za dobre prijatelje, za dobro družbo si je vedno treba čas vzeti. In v bistvu se vama čudim, oziroma bravo bi lahko rekla, poleg tega, da imate vsaka svojo družino, recimo Klavdija, ti si še učiteljica, poleg tega voditeljica na TV Golica, radijska voditeljica na TV Celje, Polonca, ti poleg redne službe vsako nedeljo razveseljuješ gledalce na TV Celje. In še posebej redko pa, da sta dve odlični pevki in prijateljici se združili v duet, kot sta se vidve. Zdaj sta kar nekaj časa že znani po tem, da skupaj svojo romantično glasbo in odličnimi vokali obogatita poročne obrede, ne? Res je. Zdaj jaz mogoče bom rekla, da sem zadnjih, skoraj ne upam izgovoriti, moj bog,
preko 20 let pač v bistvu povezana z glasbo na teh poročnih zabavah. S tem, da je ta izziv, ki ga zdaj imava s Poloncem, in torej eno je tisto, se veš, pride zvečer skupaj z bendom, v tem primeru s Katrco, ne, in potem celo noč zabavaš ljudi in peleš neko fešto, ki je za mladoporočni par zagotovo zelo pomembna, ne. Na drugi strani je pa tisti romantičen del, ki se dogaja čez dan, se veš, se vsi zberejo, pa se ne veš, pošlovi od svojih staršev in potem pridejo na urad ali pa, ne vem, v cerkev in takrat potem vsi v pričakovanju, kako si se izrekla ljubezen, ne. In tukaj pa prideva midvi, ne, to se pravi, da jih pospremeva na tej poti, da so to izbrane romantične pesmi, ki morajo ta dan narediti popoln in v bistvu imaš takšno res posebno ljubeče, srčno poslanstvo in zares uživava, no. Tako jaz verjamem, da tudi Polonca, marsikaj se nama sicer vedno kaj zgodi, da imamo kak popestren dan, da je treba hitro šibati na drugo lokacijo, ampak ko jih vidiva, kako so srečni vsi, jaz mislim, da je to pravo mesto, kjer moramo biti. To si pa tako lepo povedala, jaz se zdaj že kar jokam tukaj, sem tako tudi, ker imam čustvo na glede tega, res. Jaz bi se kar še enkrat poročila, ampak da ne bo pomote z istim možama, ne, tako da, ker vem, kako zdaj te pesmi odvanejo zdaj, je pa res, da 10 let nazaj ni bil ta trend, ne. Ni bilo nekega petja na civilnem cerkvenem obredu ali pa vsaj na moji poroki, ne? In se mi zdi tako zdaj lepo, ne, da pospremimo lahko pare z različnimi letimi skladbicami, želje so seveda različne, besedilo naredi seveda tudi svoje, do seveda tistega, bom rekla, velikega da pred oltarjem, tako da meni je to ful lepo, res lepo poslanstvo in hvala. Draga moja Klavdija, da sem lahko del tega. Enako. Tako lepo ste povedali, evo, mi je kar škoda, da sem tudi jaz že poročena, ker verjamem, da vajina angelska glasova še kako izzovejo taka pozitivna in ganljiva čustva na plan. Gita, kaj pa obletnica poroke? Tudi na obletnico poroke z veseljem prideva. No, tako. Hotela sem pa dodati, ne, da Polonca sicer ne, takrat se še nismo poznali. Klavdija nama pa je obogatila oziroma zelo popestrila svojim bendom Katrco na eno poroko. Tako da to so pa tudi nepozabni spomini, hvaležnost do konca in letos bo pa 10. obletnica, tako da evo, lahko bi pa lahko si ponovimo z roko in obljube. V bistvu je tako, ne, če malo bodim tudi jaz spomine, da se čudovita, prekrasna nevesta v svoji lepi obleki, tudi Max je raztural svojo, tako da čudovit dan, tvoji prijatelji, tvoja družina, ne bom tudi pozabila, tvoja družina, ki je zapela na odru, kar nekaj zelo priznanih slovenskih glasbenikov je ta dan prišla na vajino poroko, tako da smo imeli kar tak, bom rekla, odgovorno nalogo, ampak vse je čudovito, no, in bolj kot to sem pa srečna, da sta vidva stopila pred oltar, pa da sta kot res par, ki sta si namenjena, torej stopila na skupno pot, pa je še tako uradno potrdila, in praznovala bo se 10 let, na kar sem zelo ponosna in seveda pogumna naprej, Brigita in Max. Ja, hvala, Klavdija. Lahko se tukaj jaz, Brigita, nekaj dodam. Moram dodati, da Klavdija je en tak povezovalec znanih porok. Ti si povezana s Klavdijo glede poroke, tudi jaz sem povezana s poroko. Klavdija je moja poročna priča in ja, tudi tu je ena taka zgodba, ne, jaz sem se pa malo drugače odločila, kako bi se užela, ne, in pa stopi moja kolegica oziroma prijateljica Klavdija in malo obrne na glavo, za kar sem ji seveda zelo hvaležna, ker po mojem jaz tudi slik ne bi imela iz poroke, ker sem tako rekla, da to bomo kar na hiter naredili in nikako se ni strinjala. Sploh ne sprijaznala s tem, Polonca ti moš imeti fajn poroko, pa slike, pa bela obleka, tako da ja, ona je tak ves, ne, zdaj vidim med teboj, menoj in krasno. Zdaj samo še čakam, kdaj bo še druga strana, ne, kaj je naredila. Klavdija? Ja. Pojejo. Druga stran? Ja. Razmišljam, kam ciljaš. Menda še bom mogoče bodoče tudi jaz kakšna priča komu. Ja, če moramo razdati, Brigiti, o čem se pogovarjava. Pravzaprav gre za to, da sem se jaz
televiziji poročila samo crkveno, ker so se takrat malo potesala. Zdaj mi ni bilo jasno, kam ciljata. Potem se vzamema še civilno in se rekla, ko bo pač, ne vem, 10. obletnica mogoče, čeprav zdaj že teče malo čez. In ja, bila je tudi beseda, da če bom še enkrat po portal, želim, da je Polonca moja poročna priča. Tako da, po mojem še boš malo čakala, ampak ni važno kdaj, važno je da. Kdo čaka, draga moja. Tako. No, vidiš, to je pa krasna novica, krasna zgodba, se pravi, na nek način sta se že poročila, ampak še vedno imata eno možnost, ne? Mi dve s Poloncev že nimava, ne? In jaz bi svojo poroko definitivno ponovila in še enkrat bi imela najboljši band, to je skupina Katrca. In ja, Klavdija, čim prej, ne, organiziraj. Čim prej. No, zmenjeno. Zdaj pa, če se vrneva punci glasbi, pred časom smo že kot popevko tedna vrteli vajino skladbo, sicer je šlo za priredbo skladbe Samo ti, ki ste je res vrhunsko zapeli. Danes pa nama boste predstavili novo skladbo, ki pa je tudi že popevka tedna na Radio Brežice EU in sicer z naslovom V dvoje. V številki 2 smo že prej veliko govorili, a ne, vaju veže, torej ni naključje, da je naslov nove skladbe oziroma vajine prve verjetno avtorske V dvoje. Klavdija. Ja, stvar je v tem, da tako kot razmišljam, ne, včasih se kakšne stvari res poklopijo, ne. Usoda prinese ene dogodke, ene ljudi, ene prave momente, ki potem stvari položijo na pravo mesto, ne. In ko so tako pač peli in poustvarili pesmi, ki jih itak pojava na teh obredih, ne, so tako, kaj če bi imela pa kaj svojega, ne. In potem, se veš, spet je treba izbrati pot, koga poklicati, kdo bi to za naju naredil. In jaz sem slučajno pač tako navezala stik z Rokom Lunačkom, ki me je tako res pozitivno presenetil za svojo komunikacijo, za svojim pogovorom. In nekako sem rekla, mislim, da je to prava pot, če ga izbereva, in potem tudi pač poskrbila za to, da smo se pač dobili, da smo našli neko idejo. In tako se je rodila pesem V dvoje, torej pač z njegovo pomočjo. Napisal je odlično besedilo in tudi glasbo. Potem pa smo skupaj potrkali na vrata Krešimirja, ki je tudi odličen glasbenik, producent glasbe, ki ga širši glasbeni prostor zelo dobro pozna. In mislim, da je na najne glasove in na pesem, ki je Rok spisal, pravzaprav naredil res odlično zgodbo, podporo to z dobrimi instrumenti. Je pa mogoče res še to, da sva v štartu ciljali bolj na takšno balado, pa da bo to se tako nežno, ker lepo pojeva torej na porokah. Ampak tukaj boste mogoče malo presenečeni, ker najna pesem je na okus tomu romantična, ampak malo bolj temperamentna, kar pa mi bi v osnovi sva zelo temperamentni. Predajam besedo za zgodbo naprej Polonci. Hvala. Ja, Brigita, vprašanje, ali lahko nadaljujem tukaj, samo dodam še to, da res, so prijatelji pričakovali, ne, vsi tudi moji sodelavci, pa tle okrog družina, to bo pa res ena taka nežna, medena, ne, balada in nič od tega zdaj ni to, ne, ker to so čisto drugi ritmi in res, ko so prišli do Roka Lunačka, ne, da so trendi zdaj malo neko drugo smer. Jaz sem sicer malo skeptična, čisto na začetku povedala, ampak zdaj sem zelo zadovoljna, ker je ena taka plesna, fresh, pomladna pesem nastala. Je pa tudi res, da bo to besedilo V dvoje, ki seveda govori o življenju, o ljubezni, o tem, da se življenje rodi in tako dalje, dobila tudi novo počasno poročno preobleko, tako da se jo že veselim in jaz kaj kmalu, ne, upam, da jo bova prepevali bodočim mladoporočencem. Zelo lepo ste to povedali. Če dovolite, še jaz dodam moje razmišljanje oziroma mojo kritiko tej skladbi, ko sem jo slišala, sem bila tudi prepričana, da bo šlo za eno romantično balado, počasno, ne, za sam poročni obred. Ampak sem bila pozitivna, ne negativna, ampak zelo pozitivno presenečena, ker se mi zdi, da ste uspeli vsi skupaj tako lepo zapakirati, ne, skladbo, ki je primerna konec koncev za tist najbolj ranljivi, najbolj romantični trenutek, cerkveni obred in pa prvi ples. Tako da čestitke. Krasno. Sem zelo vesela, Klavdija, juhu, ne? Da si Brigita Šuler podaja na tako kritiko, res super, ker vem, ker si poslušala nenajno priredbo od Anike, pesem Samo ti, si mi osebno rekla, da je res to super izvedba in da smo dobro naredile. In veš, kako je bilo potem narediti čist nekih kontra. Jaz sem bila res malo skeptična, no, priznam, ampak zdaj sem pa zadovoljna in zdaj prepevam
malo živahnejši ritmi, no, se tudi podajo nama in seveda pašajo, zdaj, ker je pomlad, energija pred nami. Kot sem pa rekla, bo pa ta pesem dobila tudi res počasno klavirsko lepo spremljavo, tako da jo bo pa kamot prepevali torej na obredih. Odlično. No, poskrbeli pa ste tudi za vizualno podobo skladbe, ne? Posneli ste videospot. V bistvu ja, zdaj tako je, ne. Mi da smo s Polonco v tem projektu bili zelo tako zanimivo naravnani, ne, ker pač ta glasbeni del, ne, sem ga zgrabila jaz, pa tako povezovala, pa organizirala stvari. Potem so seveda iskali, koga bi, da bi pač mu zaupali tudi to video podobo in nekako pač glede na to, da spremljam ta pač prostor, kjer se veliko dogaja in kjer nastajajo krasne stvaritve. Sva potem nekako prišli do Roka Maura, ki je še eden vrhunski, bom rekla, človek, ki ve, kaj dela, ne. In tako je nastala zgodba, da smo se potem srečali, kaj več bo seveda Polonca dodala, ker se veš, mi da smo res zelo, zelo delovni in si ponavadi tudi kaj razdeljiva. In jaz sem torej obdelovala po domače enega roka, Polonca pa je sodelovala in seveda ustvarila z drugim rokom tole zgodbo, ki jo bova predstavila. In po mojem si je kar malo oddahnil, da je ta projekt za nama. Uspešno seveda, ker to je bilo, veš, podatce. Jaz prvič snemam, ne, tak spot. Nisem vedela, kaj pričakovati. Vedeli sva, ne, kaj želiva, kakšen rezultat želiva, kako pa zdaj to se njemu povedati, razložiti, ne, ker gospodič ima toliko idej tudi sam, dela za seveda tudi ostale glasbenike, vrhunske, kaj si mi dve želimo, kako to naj zgleda, ne. Ampak mi smo se res bolj dobro ujeli, že na prvem sestanku smo točno povedali, v katero smer približno, naj je začutil. Na pol se pa začel, na pol je bil pa telefon, tako da z midve z Rokom so da vsaka na vezi, sva še dodajala, pa tole, pa ona, pa tist ne marava, pa tega ne bi imeli. Tako da jaz mislim, da se je zdaj Rok malo dahnil, ampak so se že tudi malo napovedali, da kaj kmalu upava, da se zopet vidimo, da kaj naredimo, ker je naredil res krasen spot. Meni osebno, to je moj prvi spot, tako v tej, bom rekla, zvrsti. Prej sem pač delala spote z narodno zabavno vsebino. To je pa točno to, kar sem si želela. Rajši imam manj, več, torej manj je več. Nimam rada osebno nekih zgodb, takih in drugačnih. Tudi prostor, kjer smo snemali, to je Nordung center v Vitanju, ne nazadnje vas tudi zelo povabim, da pridete v Vitanje, pogledate ta center, vesoljski center, ne, je prekrasen, čudovit in nastavljen res super spot, tudi lepo fotografije, ki jih je Rok naredil potem. Tako da jaz sem z rezultatom zadovoljna pod črto, draga Klavdija, zdaj še pa ti povej, po mojem... Odlično pet. Naj še jaz dodam, odlično pet, res. Prelepi ste v videospotu, prelepi. Tako da, kot vidim, ste tu zmotivirani, tako da lahko še kaj pričakujemo v kratkem novega od vaju, ne? Ja, želje so prav gotovo, ne? Zdaj najbolj to spromovirati to pesem. Hvala, da si nas seveda tudi ti danes povabila, da lahko predstaviva to pesem. Potem pa naprej. Moja želja seveda je še kakšno oder festivalski. To je moja skrita želja, ki je zdaj izdajam. Ne vem, kakšna slovenska popevka, NNS. Tu še jaz nisem bila. To bi mi bil izziv in bi tako rekla, ne, out of the box, ne, torej izven torej cone udobja, ker tega odra oziroma tega feelinga pa jaz nikako še ne poznam. Polonca, potem ti pa čim prej želim, da ga izkusiš, oziroma obema, ne? V dvoje je vse lažje, vse ste že malo prej dejali, ne? In se čist strinjam. Tako da z vajino neustavljivo energijo ne dvomim, da vam bo uspelo doseči vsak oder, ki si ga boste zaželeli. Hvala. Hvala vama za pogovor. Zelo luštno je bilo pokramljati z vama. Upam, da čim prej ponovimo v živo. Želim vam še neskončno lepih skupnih glasbenih doživetij, pa predvsem naj vajino prijateljstvo ostane tako trdno in ustvarjalno še naprej. Hvala za krasne besede, Brigita. Tudi mi so veseli, da te poznava in da tudi mi še kdaj kakšno skupaj rečemo. Tudi smo že zapele skupaj, tako da mogoče, Brigita, pa kdaj tudi v troje s teboj, tako da vse dobro tebi. Z veseljem. Hvala za tole priložnost. Glede na to, da smo ravno prej ugotavljali, da še nobena ni v troje, ne?
Evo, danes je bilo prvič premierno, pa kar gre, ne? Bi bila z vama pa res, ker tudi jaz še nisem poskušala. A ti podamo ženske že na roke tako? Jaz vam držim za besedo. Evo, zmenjeno. Se veselim. Hvala, vse dobro. Lepo zdrav, Brigice. Hvala vam lepa, Klavdija in Polonca. Zdaj pa končno, dragi poslušalci, boste lahko slišali prekrasno skladbico Polonce in Klavdije v dvoje. Hvala lepa, punci, in srečno. Srečno.